Dobil sem vprašanje, če je res, da Janša ne sestavlja vlade. Jaz predlagam, da si pogledamo, kaj se je zgodilo zadnji teden. Najprej je Logar dokončno zavrnil pogovore z Golobom o sestavljanju levo-sredinske vlade. Dokončno zaključujemo pogajanja z Robertom Golobom. Nato je vodja poslanske skupine Resnica povedala, da v njihovi stranki so se že odločili, katerega mandatarja podpreti. In to ni Robert Golob. Niste pa še sprejeli odločitve o podpori mandatarju, čeprav razumemo v poslanski skupini. Smo, ampak je edino primerno, da najprej to odločitev prenesemo predsednici države. Takoj zanima se je pa oglasil Janša, ki je po posvetu pri predsednici komentiral, da on pa ne sestavlja vlade. Zdaj, kar se tiče bodočih koalicij, Slovenska demokratska stranka v tem trenutku ne sestavlja nobene vlade. Mi lahko gremo tudi takoj, ko je možno, na ponovne volitve. Poleg tega se nič od tistega, za kar smo zastavili naš program, v tem času ni spremenilo. Tukaj gre za naslednjo igro moči. Janša je namreč čakal, da sta Logar in Stevanović prelomila svoje obljube volivcem, da z njim ne bosta sodelovala. Zato si zdaj tako Logar kot Stevanović ne morata več privoščiti predčasnih volitev. Ko je Janša povedal, da on pa si jih lahko, je njima dal pomemben signal. Jaz imam moč, ker si lahko privoščim predčasne volitve, vidva je nimata, ker sta že prelomila svoje obljube, temeljno obljubo volivcem, da z mano ne bosta sodelovala. In tako se je že vzpostavil bris naslednje Janševe vlade. Dve stranki, ki bi mu lahko povzročali težave, že v pogajanja vstopata podrejeni in poraženi.